Draga družba, en lep pozdrav! Z vami spet Matic Zalaznik iz kanala Lunca Films in danes, a ne družba, danes pa spet iščemo en hud prenočišče za spanje. In sicer takole je, a ne? Zdaj sem se odločil, ker ste me že veliko vas je spraševali, kako vse skupaj naložim na jeta, kaj vse sabo vzamem na tale camping trip in tako naprej. Sem se odločil, da naredim samo en tak video, kako dejansko se to pri meni vse skupaj dogaja in kako najdem tako destinacijo za iti spat. Evo, tukaj za mano je že ena luštna plaža, a ne? Taka res krasna. Sam je pa tako, da sem pa danes vzel s sabo visečo mrežo in rabim imeti neka drevesa varianto, nekaj v tem stilu, da napnemo vse skupaj, ne? Drugače pa plaža toliko huda, da, a veš, fora je to, da jaz iščem take plaže, ki so težko dostopne tudi za razne jadrnice, čolne in tako naprej, a ne? Vse te plaže, ki so kot neka znamenitost, te točke pa, bom rekel, ki so na Google Mapsih, pa tako naprej, da se jih da videti, se jih jaz izogibam, ker so preveč obludene. Tako da najdem tole take plaže, glej. Tole, a ne, je skriti kotiček plavnika. In tukaj je tako, da v bistvu zdajle, ene 14 dni nazaj so gnezdili, mislim, da beloglavi jastrebi. Tale plaža, a ne, pa zgleda res huda, ampak moramo najti en res tak lušten kotiček za spanje, da se res pol naredi tak ta prav kemp, ki ga danes vam tudi pokažem bolj detaljno. Ostan na kanalu, ne mi odhajati nikamor, aj pa ne pozabi se naročiti, ker teh zgodb bo čezdalje več. Živo zgleda lepška na videu, moram reči. Sam je pa fora, a ne? Krasna plaža, sam sem, ni da ni, sam fora je pa to, da nikjer spet ne najdem, da bi lahko obesil svojo visečo mrežo, a ne? To je element predstavlja kar hude probleme, a ne? Mislim, spet med cajt lovi ura je 20 do 8, kar naenkrat bo tema. Tako da v bistvu tako je, no. Iščem mečkam še take primerne lokacije, zamislil sem si, da bi spal tukaj na Plavniku. Plavnik je otok, se pravi med Cresom pa med Krkom. Zraven je pa še mali Plavnik, ki je pa tudi krasen, v bistvu ima eno tako skrito plažo, če boste še nekdaj pogledati, ful je huda. Tako, zaparkirati se za kakšen dnevni počitek, ne. Tako da, gremo iskat dalje, a ne? Ne smeš biti tako zadovoljen, pravi, ne smeš biti tako zadovoljen. A vidiš, tu je to težko dostopen, priješ lepo samo z jetom noter, a ne? Zato sem jaz jet ski nomad v bistvu, ne? Evo, tudi gledam, če je kakšna skala primerna, da bi spal, saj tako, da bi obesil gor na tisle, če malo bolj špičast, ampak ni nič kaj tacga, da je bilo bolj zikrca varianta, a ne? Ej, Plavnik sicer je ful skalnat, ampak če greš takole iz šotorom, a ne, je bombastika, ker imaš iz šotorom veliko hudih plaž, lahko takole postaviš, kjerkoli imaš spot. Jaz sem malo bolj zberčen danes, ker na tole visečo mrežo. Tako da, lej, plaža pri plaži pa čist solo sem, na toliko nikjer nobene žive duše. Lej ti te skrite zalivčke, no. Ekstra skrit kotiček. Klele, že moraš gledati, da nagaziš na kakšno skalo, a ne? Sam spet, a vidiš, ni, plaža je super, za kakšen dnevni počitek, a ne? Lej to, votlina. Hudo. Klele je res fenomenalna plaža, sam ne moram pa postaviti nekje viseče mreže. Če bi najdel sam en tak lušten spot, da jaz prevežem to, bi bilo preveč malo lažji. Evo, cak. Se zdaj je dan še malo dolg, no, tako da bom
Da to malo izkoristite, ne? Glejte to. Kako je to lepo. Evo, mislim, da sem najdel en kotiček, ki bi lahko bil plod za spanje, a ne. Evo, prvi postopek, kako jaz, bom rekel, pristopam na eno tako plažo, je tako, ko se enkrat odločam, a ne, jaz jo vidim direkt. Jaz jo vidim praktično iz vode, jo vidim, kje bi napel mrežo, kam bi se podal, tako da praktično se tako odločam za njo. In stvar je taka, evo, takole je tak lep pesek, krasen pesek je, kar pomeni, da če ga lepo potegnem ven jeta, da ne uničiš podlan, da ni kakšnih ostrih skal pa tega, a ne. Tako da potegnil ga bom ven lepo, dal ga bom na kopno in v miru potem jaz zložim vso prtljago ven. Evo, družba, jaz sem se izkrcal in to na divji plaži nekje na Plavniku. Zakaj sem zbral Plavnik? Ne vem še sam, všeč mi je bil zadnjič, sem majčkeno se vozil tukaj okrog in je bila stvar taka, da sem, bom rekel tako, na Krku sem spal, na Cresu sem spal, tukaj okrog že vse, edino na Plavniku še ne. Tako da danes sem rekel, danes vam bom pa pokazal dejansko, kako izgleda divji kemping z opremo, katero nesem jaz sabo na jeta. In tukaj lahko vidite, kako je vse že raztovorjen, a ne? Glej, plaža, danes bo en krasen sončni zahod, vidim. Evo, zdaj pa če gremo čez. Evo, najlažje vam bom pokazal stvar tako. Tukaj, ko vidite, tukaj noter je vsak kemping oprema, vse, kar rabim za spat in vse take stvari, kar morajo biti res suhe v tem windbagu. Od šlap, tole je tuš, tukaj noter je potapljaška oprema, štriki za vezati, sidro, skratka, koš za smeti je noter, kamera, podmetalka je noter. Tlele imam, če bomo kaj ribice lovili, ribiška oprema, ribiška palca, vabe, v glavnem v tej torbi imam vse, kar rabim imeti, se pravi neopren, vedno rabim vzeti sabo neopren, suha oblačila, da imam za preobleči, za prespati in tako naprej. V tejle borši se pa tukaj že malo čez vidi. Tukaj noter je kavica, brez kofeta jaz ne morem in kavica me spremlja čist na vseh teh mojih dogodivščinah. Ja, pozabil sem vam še tole hladilna skrina, noter imam lepo zapit, hladna pijača mora biti vedno s sabo, ker voda morate čist dehidrira. V glavnem, ogrobam sem šel čez vse te stvari. Tukaj noter je v dry bagu vse, kar se tiče prehrane. Hrana mora biti od, da sem vzel par stvari iz pekarne, proteinske čokoladke in tako naprej, da imaš s sabo za pikant. V glavnem, tukaj
bo danes ena prekrasna noč. In evo, zamislil sem si pa nekako takole. Glej, tukaj je tale džungla in tukaj bom jaz lahko naredil visečo mrežo. Ta viseča mreža se bo tukaj upela in pogled čez visečo mrežo bo pa zjutraj takole. Evo, včeraj se je spustil družba, jaz sem pa postavil visečo mrežo in to nebeško. Evo, če pogledamo takole, tukaj noter so LED lučke, powerbank jih poganja, noter imam polšter, kovtar, napihljiva blazina, v glavnem luksus, ležiš v zraku in imaš se fino, no. Spiš se, zjutraj se zbudiš kaj lord. Res. Pogled moj, da vam pokažem direktno iz viseče mreže zjutraj, bo takole. Ne va reči, da to ni zgodba, no. In to nadivje. Takšna tišina, tlele je res nora. Evo, draga družba, zdaj vam bom pa pokazal dejansko, kaj vse vzamem s sabo na džeta. In sicer tukaj je en kup robe, katero vzamem jaz, kadar grem samo za vikend na divje kamperat. Zdaj pa se bomo spustili v detajle. En kup ene robe vzamem s sabo, tudi če jo ponavadi ne rabim, ampak boljše imeti, kakor pa pogrešati, jaz pravim. Evo, pa da začnemo, tukaj dol. Evo, tukaj je cel set, se pravi viseča mreža, zložljiv žarček, se pravi campfire, kurilci, za začeti ogenj, za štartati, tukaj je multifunkcijska lopata. Se pravi, vse, kar tukaj vidite, ta del je vse za pripravo kave, za kuhanje in tako naprej. Tukaj zraven je mačeta, pa majhna mini skerca, tukaj so še vezice, žagica, hladilna torba in tukaj je pa moj polštar, viseča mreža, pa jogi za visečo mrežo oziroma napihljiva blazina. Tale zadeva, jaber je pa powerbank oziroma štarter, če bi slučajen se džetu spraznil akumulator ali pa kaj podobnega. Tukaj imam vse, kar se tiče cun, v tej nepremočljivi borši,
za cune, za dnevno porabo, za umestiti ali pa kaj podobnega, če greš na divje, tako ne rabiš veliko. Evo, za fishing, zdaj smo pa za fishing. Monster Bite mi je dal tukaj, se pravi, majico, kapce, vse te vabe, le koliko je to enih vab, trnkov, svincev, umetne vabe, ma ni da ni. Tukaj so palce, se pravi palca, podmatalka, pa v bistvu skrinja, torba za ribe, katere uloviš in jih pa noter daš. Brez tuša na vodi itak ne gre, oziroma brez tuša ne gre, a ne, tuš imam vedno s sabo, natočeš in ga pa lahko uporabljaš. Tukaj imam en tak hud inovativen smetnjak za večkratno uporabo. Vreča za smeti za večkratno uporabo. A ni huda. To pri meni tudi lahko dobite za 20 evrov, mislim, da se ga da zrihtati in to je to. Tlele, noter imam pa vse, se pravi, potapljaška maska, plavutke, nož, sidro, štrik za muring in vse taki borši oziroma mrežasti vreči, da ti ne pade dol oziroma da voda odteka in da imaš lahko na džetu gor te stvari. Se pravi, bokobrani za džeta mora biti nujno. Tukaj le, kar pa vidite zdaj. Zdaj pa vidite, tukaj so kopalke od Foxa, pa pončo za preoblačiti, pa da si nasuham. Vedno, čisto vedno, kadarkoli grem, vzamem Pro Limita neopren, neoprenski life jacket, neoprenski dolge hlače, se pravi 5 mm, da ne glede v kakšen nevihto padam in vse te stvari, da si na toplem oziroma na varnem, na suhem oziroma da te ne prezebe in da lahko zdržiš te ekstremne razmere, a ne? Evo, takole zdaj tale zadeva nekako zdaj izgleda. Takole. Takole v bistvu izgleda zadeva, ko se jaz spravim na en tak vikend trip, ko greš pa v bistvu za cel teden, a ne, je pa robe ogromen, ampak zdaj je tako, a ne. Itak samih oblek pa tega ne rabiš toliko neki ful velik, bolj je ta priprava in vse to, a ne. Tako da načeloma, vzeti si ga moraš samo lepo sproščeno, en kup enih stvari si vzameš takih s sabo, ki jih na koncu niti ne uporabljaš. Boljše jih je imeti takrat, ko jih rabiš, kakor pa jih pogrešati, a je tako. V glavnem, takole izgleda tak moj vikend trip. Naložim vse skupaj gor. Zdaj na tem jetu 325 RX-T je ogromen prostora. Ne morem ga zdaj tukaj sicer pokazati, ampak gor je ta košara, evo, v slikci vam pokažem. Pa tudi kufra ima v bistvu 112-116 litrov, nekaj tacga. Zdaj le pa trenutno pri Gostiču, pri Gas Service Gostič, ki mi dela dedac nove ležaje, mi bo zrihtal za na pot, ker grem zdaj le dol, se pravi v Dalmacijo oziroma na eno tako malo daljšo pot, pa fino jih je nasaj na en let ali dve tudi menjati, a ne. Tako da čakam, da mi ga Gostič zrihta, pa naprej. Kam vse skupaj to dam? Sama roba, taka je, gre po večini v prtljažnik od vodnega skuterja, na stranice vodnega skuterja, kar je pa tako v zadnji, sem pa si naredil zdaj nosilce za 3 palce, za harpuno bo, za vse te stvari in to je vse v taki Lunca Rek smo ga poimenovali in sicer v MN ograji smo naredili eno tako hudo košaro, ki jo bomo tudi v salonu X Adventure, bom rekel, čez zimo pol tudi predstavili. Lahko boste tam to videli, to zadevo, no. In vse v tej košari, vse se da noter lepo položiti, pa samo zgurtnaš skupaj in tudi če je majčkeno bolj razburkan morje, načeloma zdrži. Ni zdaj glih za najbolj hujši ekstrem, pa da ga tam gonaš pa vse to, ampak zdrži pa en tak normalen potovanje, tako da, če ste pripravljeni majčkeno investirati, naredite tako hudo košarico, za linkju je vam čisto po meri zrihtamo, no, tako da top. Za prave avanturiste bom rekel, no. V glavnem, danes zdaj predolg, to je bilo zaenkrat to. Zdaj, da vidite
da si mečkam predstavljate, kako je to ene robe, praktično cela garaža se zloži pa na en vodni skuter, ki popeleš to lahko po vseh teh otokih sabo in je fenomenalno. V glavnem družba, naročite se na kanal, lajkite, super lajkite, podprite kanal, ker zgodb ne bo zmanjkalo, gremo sam na gor in akcija. Sega!